Občina Puconci je obeležila svoj že 20. občinski praznik, v sklopu katerega so na slavnostni seji podelili priznanja in v Zenkovcih namenu predali kanalizacijsko omrežje. Danes smo se zbrali, da počastimo občinski praznik, 13. oktober, danes je ravno 13. oktober in to imamo tudi srečo, ker navadno imamo vedno ob koncu tedna. Znam pa, zakaj smo zbrali ta praznik, zaradi tolerantnega lista, Jožefa II. Edikt 1781. leta in po tistem ediktu mi še danes živimo v naši občini. Če dalje več bo porok mešani, dobri in glavne to, da se ljudje med seboj spoštujemo. Mi v občinskem svetu delujemo tudi tako, mi nimamo svetniških skupin. Mi, ko smo zvoljeni, politike konec, takrat je potrebno delati, je občina kot firma, gospodarstvo, ravno takšen način delamo. Želim vam vsem prijetno počutje. Slavnostni govornik na slovesnosti v Puconcih je bil poslanec Jožef Horvat. Danes je praznik in to samo vaš praznik. Praznik občine Puconci. Praznik vseh 23 naselij, ki jo sestavljajo in vseh njenih okrog 6300 občank in občanov, ki jo dan za dnem bogatijo svojim delom, s pripadnostjo tej zemlji, s kulturo in ljubeznijo. Počaščen sem in hvaležen gospodu županu za povabilo, hvaležen, da lahko danes jubilejni 20. praznik občine Puconci praznujem z vami. Z vami, drage občanke in občani, ki radi živite tukaj, ker si Ravensko in Goričko podajata roki in s ponosom poveste, tu v občini Puconci smo mi doma. Za datum občinskega praznika občine Puconci ste razglasili 13. oktober. Dan, ko je bil objavljen tolerančni patent o verski strpnosti. Gre za dokument, na podlagi katerega enakopravno delujejo vse verske skupnosti. Tako ste vsaj zapisali v odloku o določitvi datuma praznika občine Puconci. To določilo odloka me močno nagovarja. Razumem ga kot vaše zavedanje lastnih korenin. Razumem ga kot sporočilo sedanjim in vsem prihodnjim generacijam, da je strpnost oziroma tolerantnost pri vas v občini, kjer živite družno evangeličani, katoličani in pripadniki binkošne veroizpovedi, samoumevna. Tolerančni patent, ki ga je izdal cesar Jožef II. V okviru svojih reform v Habsburški monarhiji, je 167 let kasneje, torej leta 1948, vsebinsko povzela Splošna deklaracija človekovih pravic, ki jo je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov in versko svobodo postavila med temeljne človekove pravice. Lahko ste ponosni, da delite vrednoto tega tako pomembnega dokumenta. Drage občanke, dragi občani, danes pa sem tukaj predvsem zato, da se spoštljivo in s hvaležnostjo v srcu poklonim vsem vam, ki ste nesebično pomagali pri nastanku in razvoju vaše občine Puconci. Vse od njenega rojstva s sprejetjem zakona o ustanovitvi občin v državnem zboru v jeseni 1994 pa do danes. Ob tem se moramo spomniti in v hvaležnem spominu ohraniti tudi vse prizadevne občane, ki jih danes ni več med nami. Menim, da je lokalna samouprava zelo pomembna raven uprave. Zato, ker je najbližja ljudem. Slovenija je že pri pripravi nove ustave v letu 1991 upoštevala najpomembnejši pravni instrument Sveta Evrope na področju lokalne samouprave. To je Evropsko listino lokalne samouprave. V preambuli tega dokumenta, torej Evropske listine lokalne samouprave, je med drugim zapisano, da države članice Sveta Evrope, podpisnice te listine, torej tudi Republika Slovenija,
upoštevajo, da so lokalne oblasti eden od glavnih temeljev vsake demokratične ureditve. Upoštevajo, da je pravica državljanov sodelovati pri upravljanju javnih zadev eno od demokratičnih načel, ki so skupna vsem državam članicam Sveta Evrope. Države članice so prepričane, da se ta pravica lahko najneposredneje uresniči prav na lokalni ravni in ob tem trdijo, da obstoj lokalnih oblasti z dejanskimi nalogami lahko zagotovi upravo, ki je učinkovita in hkrati blizu državljanom. Zavedajo se tudi, da sta varovanje in ponovna uveljavitev lokalne samouprave v različnih evropskih državah pomemben prispevek k graditvi Evrope po načelih demokracije in decentralizacije oblasti. Zato so se države dogovorile, da pojem lokalne samouprave označuje pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in upravljajo bistveni del javnih zadev v okviru svojih nalog in v korist lokalnega prebivalstva. Zakaj toliko poudarjam Evropsko listino lokalne samouprave? Zato, gospe in gospodje, ker se občasno pojavi kakšen minister, ki bi polovico občin v Sloveniji kar ukinil in to kar iz svojega ministerskega fotelja in proti volji ljudi. Ta isti minister je tudi izjavil, da se projekt vodooskrbe Pomurja ne bo nikoli niti začel, ker da je v Prekmurju oziroma Pomurju menda preveč občin in se zato nič ne morejo dogovoriti. Mimogrede, ta izjava je bila izrečena 2 meseca po podpisu sofinancerskih pogodb oziroma pričetku izgradnje pomurskega vodovoda. Toliko o dioptriji očal, skozi katera se včasih gleda iz Ljubljane v 200 km oddaljeno Prekmurje. Pa smo kljub temu uspeli. Vesel sem, da smo leta 2012, ko sem bil tudi sam poslanec koalicije, zagnali projekt vodooskrbe Pomurja. Močno pa sem zaskrbljen, da zaenkrat vlada še ni dala odgovora, kako zaključiti vodooskrbo Pomurja, predvsem v nekaterih občinah sistema B. Vlada namreč ni naklonjena, da bi finančna sredstva za dokončanje vodovoda v sistemu B črpali iz kohezijskih sredstev. Hiter pregled dokumentov proračuna države za leti 2018 in 2019 pa pokaže, da proračunskih sredstev za ta namen ni. Tudi dogovor za razvoj regij zaenkrat ostaja brez finančnih virov. Vse to kaže na hudo centralizacijo Slovenije. Velikokrat sem v svojih razpravah v Državnem zboru oster v kritiki tiste politike, ki zanemarja skladen regionalni razvoj in ima predstavo, da je Slovenija zgolj morda mestna občina Ljubljana z okolico. To je napačna politika, to je politika v nasprotju z Evropsko listino lokalne samouprave. Država se mora zavedati, da je močno toliko, koliko so močne njene podeželske občine na periferiji. Ko bomo to doumeli, bomo najprej morali vzpostaviti drugi nivo lokalne samouprave, to so pokrajine. Pred slabim desetletjem smo bili blizu temu, danes pa izgleda, da ni politične volje in koraže za vzpostavitev regionalizacije Slovenije. In prav zaradi tega, gospe in gospodje, moramo mi za financiranje projektov v prekmurskih občinah vlagati nekajkrat večje napore kot nekdo iz recimo mestne občine Ljubljana ali drugih mestnih občin v Sloveniji. To ni pošteno. In v prihodnosti moramo to popraviti. Potem, ko je spomladi letos Državni zbor na moj predlog soglasno sprejel podaljšanje veljavnosti tako imenovanega Pomurskega zakona do konca leta 2019, danes z ogorčenjem ugotavljam, da v proračunskih dokumentih za leti 2018 in 2019, o katerih prav te dni razpravljamo v Državnem zboru, ni dovolj sredstev za dosledno izvedbo Pomurskega zakona. Res imam občutek, da tukaj v Prekmurju oziroma Pomurju
živimo drugorazredni državljani. Zahvaljujoč slovenskemu gospodarstvu imamo že lep čas dobro gospodarsko rast. Hvala Bogu. Želim si, da bi se počasi vrnil optimizem, predvsem pa, da bi od gospodarske rasti predvsem naši ljudje boljše in lažje živeli. V bližnji preteklosti smo imeli v Sloveniji najmanj 5 let mrtvega teka oziroma je Slovenija vozila vzvratno. To je udarilo posebej Pomurje, kjer danes čaka na delo blizu 7.000 ljudi. Prav ta podatek kaže, da v Sloveniji potrebujemo novo ekonomsko politiko, potrebujemo nov poslovni model, takšen, ki dobro deluje, na primer v gospodarsko najmočnejši evropski državi. To je socialno-tržni model gospodarstva. Nujno moramo tudi spremeniti sistem slovenskega zdravstva, šolski sistem in pokojninski sistem. V sedanjem globaliziranem svetu so pač spremembe edina stalnica. Gospe in gospodje, Slovenija je v svojih 26 letih samostojne poti veliko dosegla. To je treba priznati. Postali smo enakopravni člani družine evropskih narodov, kamor smo v svoji zgodovini vedno spadali. Vrednote očetov Evrope smo sprejeli za svoje lastne vrednote. V naših letih samostojnosti pa smo žal tudi marsikaj spregledali. Morda tudi v želji po hitrem razvoju in dohitevanju najrazvitejših v Evropi. Premalo pa smo poudarjali naše tisočletne slovenske vrednote, kot so poštenje, pravičnost, strpnost, spoštovanje sočloveka, delavnost, solidarnost do bližnjega, odgovornost, skromnost, zvestoba in tako naprej. Vsi skupaj se moramo zavzeti za vrnitev nujnega spoštovanja etičnih vrednot kot tiste rešilne poti, ki lahko prepreči slovensko drsenje po klancu v nova krizna brezna. Vsi smo zgroženi, ko nemočni opazujemo, kako so špekulanti naše dobe, ki jih je vodil pohlep, veliko imetja našega naroda za zmeraj zapravili. Po pravici se sprašujemo, kako se je moglo vse to zgoditi v tako kratkem času in kako se lahko dogaja dobesedno pred našimi očmi še naprej. Še bolj daljnosežna škoda je erozija moralnih vrednot, ki je pripravila teren za zlorabe in zaslepila ljudi. Vendar, drage državljanke in državljani, drage občanke in občani občine Puconci, obstaja tudi rešitev. Ni kratka in ni udobna. Gre pa v smeri vrnitve spoštovanja etičnih vrednot in naših tradicionalnih slovenskih vrednot, zaradi katerih je mogoče stati in obstati. Odločitev za to pot ni odvisna od svetovnega nazora, ne od političnega ali verskega prepričanja in ne od vpliva, ki ga ima kdo v družbi. Potrebna je le iskrena želja in združena volja vseh tistih Slovenk in Slovencev iz Prešernove Zdravljice, ki dobro v srcu mislimo. Spoštovanje občečloveških vrednot, ljubezen do maternega jezika pa mora biti za boljšo slovensko družbo naša stalnica. Tako nas je svojo pisano besedo skoraj 100 let pred Prešernom učil vaš veliki rojak Števan Kuzmič, kateremu moramo biti hvaležni, da je v svojih knjigah v razumljivi materinščini oziroma v prekmurščini skrbel za nadaljnjo rast slovenstva na takratnem Ogrskem. Ohranjajmo večni spomin na velike Prekmurce in velike Slovence. In zaželimo srečo naši Sloveniji, našim otrokom in našim vnukom. In to bi rad poudaril prav to v moji zaključni misli. Ob iskrenih čestitkah za 20. praznik vaše občine Puconci vam, drage občanke, dragi občani, spoštovani gospod župan, iz srca želim veliko zdravja in zadovoljstva, ter da bi vedno in povsod s ponosom povedali, od kod prihajate in kje ste doma, in da je tam, kjer ste doma, torej tukaj v občini Puconci, najlepše.
Hvala in moj poseben poklon vam, dragi gospod župan, dragi Ludvik. Občankam in občanom občine Puconci ste dali veliko dobrih razlogov, da imajo svoj kraj, svojo občino iskreno radi, da so na občino Puconci ponosni. Na slavnostni seji so podelili tudi številna priznanja. Najvišje letos je prejel Mihael Tremelj, ustanovitelj prve turistične kmetije v občini Puconci. Gospod Vladimir Smodiš je bil rojen 18.5.1948 v Otovcih. Je pobudnik za ustanovitev sadjarskega društva Pomurje, ustanovni član društva ter tudi prvi predsednik le-tega. Gospod Smodiš je bil predsednik društva vso obdobje, razen vmesnih 6 let, zatem pa je ponovno prevzel predsedništvo, kar opravlja tudi še danes, torej skupaj že 20 let. Društvo je pod njegovim vodstvom doseglo vidne uspehe in rezultate na mnogih področjih, ki jih sadjarji, predvsem ljubiteljski, potrebujejo. Ne gre prezreti, da je pod okriljem sadjarskega društva in pod njegovim vodstvom bilo izvedenih ogromno izobraževanj, od žganja kuhe do pridelave marmelad in sokov, razstava starih sort jabolk in hrušk, ocenjevanje žganih destilatov in ostalih produktov iz sadja in zelišč. V tej zvezi je bilo ogromno narejeno na promociji sadjarstva v Pomurju, pa tudi širše. Prek vseh teh navedenih dejavnosti se je istočasno promovirala tudi občina Puconci. Ni mogoče našteti vseh pozitivnih rezultatov, ki jih je v obdobju svojega predsedovanja društvu dosegel Vladimir Smodiš, ki je svojim delovanjem pustil neizbrisen pečat na področju sadjarstva v Pomurju. Za dolgoletno in uspešno vodenje sadjarskega društva Pomurja in prispevek k prepoznavnosti občine v širšem prostoru mu občina Puconci podeljuje priznanje. Gospa Helena Beznec se je rodila 28. januarja 1942 na Vaneči. Takoj po končani osnovni šoli se je zaposlila, da bi pomagala družini. Prva zaposlitev je bila v Murski Soboti, pozneje pa jo je pot odnesla v Ljubljano. Po 8 letih se je zaradi bolezni staršev vrnila na Vanečo in v domačem kraju tudi ostala. Ves čas je bila aktivna v krajevni skupnosti, bila je tudi članica prostovoljnega gasilskega društva Vaneča. Pred 24 leti se je vključila v društvo upokojencev Puconci. Od takrat je zelo aktivna članica, ki deluje na številnih področjih, v mešanem pevskem zboru, folklorni skupini, kjer se kot pevci in plesalci predstavljajo v občini Puconci in širše. Gospa Helena je zelo aktivna športnica. Tekmovala je v pikadu in kegljanju s kroglo na vrvici, med drugim tudi v regijski ligi upokojencev in dosegala vidne rezultate. Pomembno delo v društvu pa Helena opravlja kot prostovoljka že od prvih dni projekta Starejši za starejše, ki ga v društvu upokojencev izvajajo že več kot 12 let. Je prostovoljka, ki obiskuje in skrbi za starejše od 69. leta. Je sočutna oseba, vedno na razpolago za razgovor in pomoč. Ta vloga Helene je pomembna tudi v letu 2017, ker je slovenski projekt Starejši za starejše dobil evropsko priznanje Državljan Evrope 2017, ki ga podeljuje Evropska unija. V času delovanja projekta je dobila priznanje takratnega predsednika države, gospoda Danila Türka. Za dolgoletno nesebično delo v prid naših občank in občanov in širše skupnosti ter za njen prispevek prepoznavnosti občine ji občina Puconci podeljuje priznanje. Gospod Jurij Kozar je bil rojen 11. aprila 1961 v Ljubljani. Osnovno šolo je obiskoval v Mačkovcih, nato pa končal poklicno strojno šolo in se specializiral za žerjavista. Znanje je s pridom poklicno uporabljal. 12 let je delal kot žerjavist v gradbenem podjetju Kogra Dravograd in SGP Pomurje Murska Sobota. Po stečaju slednjega je od leta 1991 pa vse do upokojitve leta 2014 opravljal isti poklic pri več delodajalcih v Avstriji. V času zaposlitve je dosegel vrhunec poklicne kariere leta 2005, ko je postal na tekmovanju v Nemčiji evropski prvak vožnji z žerjavom. Še na 5 tekmovanjih se je uvrstil v finale, torej med 6 najboljših. Gospod Jurij je naredil mnogo tudi za razvoj motokrosa v Pomurju in Sloveniji. 25 let je aktivno tekmoval, večino kot član društva AMD Štefan Kovač Murska Sobota, na vseh ravneh tekmovanj, tudi na svetovnih prvenstvih. Vozil je solo in v paru motocikel z bočno prikolico.
Prav s prikolico je z Brankom Gergekom leta 1993 v finalu svetovnega prvenstva dosegel še danes najboljšo slovensko uvrstitev v tej disciplini, to je 18. mesto. Po končanju motokrosistične kariere se je preusmeril na vožnjo trial, to je vožnjo kolesa brez sedeža. Leta 2005 se je udeležil tudi Evropskega prvenstva. Danes je Jurij Kozar samouk, samograditelj in inovator. Posebej izstopa ljubiteljstvo v gradnji mini železnice dolžine 150 metrov s 3 vagoni in lokomotivo. Premore samodejne kretnice, tirna širina je 127 mm, kar je najmanjša širina, ki še omogoča vožnjo ljudi. V bližini proge ob domači hiši je postavil tudi žerjav, kar je omogočilo izvedbo prvega svetovnega prvenstva v vožnji z žerjavom za ženske leta 2013. Za ustvarjalnost, inovativnost in prepoznavnost občine v Sloveniji in v svetu mu občina Puconci podeljuje priznanje. Gospod Mihael Tremelj je bil rojen 16. oktobra 1940 v Bokračih. Po končani osnovni šoli je zaključil srednjo kmetijsko šolo v Rakičanu in srednjo gostinsko šolo v Radencih, a po šolanju vseeno ostal doma na kmetiji. Zaradi želje po hitrejšem razvoju sta se ženo odpravila na delo v Nemčijo, a se po 5 letih dela vrnila in prevzela kmetijo. Leta 1977 so se v družini odločili za dopolnilno dejavnost, kmečki turizem. Gospod Tremelj je bil ustanovitelj prve turistične kmetije pri nas. S svojim znanjem, predvsem pa s trdim delom, sta soprogo ustvarila raj na Goričkem. Ta kmetija obratuje že častitljivih 40 let. Čeprav je kmetijo prevzel njegov sin, še vedno radi rečejo, da grejo k Miški v Bokrače. Kmetija je zelo priljubljena destinacija za slovenske, kot tudi za goste izven naših meja. Celotna družina se zelo trudi in skrbi za prepoznavnost občine Puconci in promocijo le-te pri nas in v svetu. Gospod Miška pa ni poznan samo po turistični kmetiji. Je zelo dejaven pri razvoju kraja, v katerem biva. Bil je dolgoletni vaški predsednik, predsednik krajevne skupnosti Bokrači, kjer funkcijo podpredsednika opravlja še danes. Omembe vredno je vsekakor tudi članstvo v gasilskih vrstah, ki presega že 50 let. 40 let se ukvarja tudi z lovstvom in je predsednik lovske družine Ivanovci. Za vse omenjene usluge je prejel kar nekaj priznanj in odlikovanj. Za večletno uspešno delo pri razvoju kraja in za prepoznavnost občine Puconci ter promocijo našega območja mu občina Puconci podeljuje veliko zahvalno listino. Iz zgodovine Društva upokojencev Puconci izhaja, da je bilo društvo ustanovljeno leta 1964 kot enota Društva upokojencev Murska Sobota in je povezovalo predvsem kmečko prebivalstvo. Leta 1985 se je društvo osamosvojilo in postalo samostojno. Društva so skozi ta leta vodili Ludvik Harkaj, Rudolf Sočič, Bela Huber, Rudolf Kuhar, Jože Časar in sedaj Cecilija Hadler. Zadnjih 12 let se je društvo pod fleksibilnim vodstvom razširilo in že nekaj časa deluje na različnih področjih, združuje različne interese in želje upokojencev in sodeluje z občinskimi in krajevnimi organizacijami. Društvo združuje upokojence vasi Bokrači, Dolina, Gorica, Markišavci, Puconci, Šalamenci in Vaneča. Imajo nekaj čez 300 članov. Prostore za delovanje društva je zagotovila krajevna skupnost Puconci, kjer je njihovo delovanje tudi humanitarno. V zadnjem desetletju so se aktivnosti in dejavnosti društva razširile na več področij v korist upokojencev. In sicer ročna dela, likovna dejavnost, kolesarjenje, pohodništvo, pikado in kegljanje s kroglo na vrvici. Vsako leto pripravijo 2 razstavi ročnih del in z njimi obdarijo upokojence. Sodelujejo v socialnih projektih. 14 članov in članic je prostovoljcev, kar je zelo pomembno, glede na to, da je prebivalstvo naše občine vse starejše in veliko starostnikov živi samih. Skrb za starejše in pomoč izvajajo preko projekta Starejši za starejše v okviru združenja, kjer sodelujejo od vsega začetka. Posebno pozornost namenjajo tistim, ki so osamljeni, bolni in potrebni pomoči. V dogovoru s socialnimi organizacijami pomagajo tudi širše. V letošnjem letu je slovenski projekt Starejši za starejše dobil prestižno nagrado Evropske unije Državljan Evrope. Zasluga za to nagrado pripada tudi prostovoljkam in prostovoljcem tega društva.
Našo občino predstavljajo tudi preko meja Slovenije, saj sodelujejo s Porabskim društvom upokojencev v Monoštru in na Hrvaškem, pa tudi s pobratenim društvom upokojencev Veljenje, ki našo občino pogosto obiščejo. V letošnjem letu je krajevna skupnost v športnem centru Ernesta Nemca zgradila 2 stezi za kegljanje s kroglo na vrvici. Naši upokojenci so dobri športniki, ki dobivajo tudi medalje in jim tako omogočamo treniranje v domačem kraju. Sodelujejo v občinski upokojenski ligi in tako bodo na tem prostoru tudi tekme lige. Za dolgoletno delovanje društva in skrb za boljše počutje starejših občanov občina Puconci podeljuje Društvu upokojencev Puconci nagrado v višini 500 evrov. Gospod Franč Škrilec, rojen 20. junija 1950, je na področju gasilstva aktiven že več kot 51 let. Prve izkušnje si je nabiral v domačem rojstnem kraju Predanovci, kjer je tudi začel opravljati gasilske naloge. 20. januarja 1966 je stopil v gasilske vrste, kjer ostaja zvesti član. Kmalu je opravil izpit za izprašanega gasilca, nato pa še tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko-športnih disciplin. Z leti je napredoval v nazive vse do višjega gasilskega častnika 2. stopnje, ki ga je pridobil leta 2003. Delo v operativi je vzel resno, saj je bil poveljnik gasilskega društva Predanovci, član poveljstva Gasilske zveze Puconci in napredoval tudi v podpoveljnika Gasilske zveze Puconci. Slabih 5 let je deloval tudi v Komisiji za tehnični razvoj Gasilske zveze. Poleg zagnanega opravljanja nalog gasilca je svoj prosti čas vseskozi namenil tudi rednemu izpopolnjevanju znanja gasilskih veščin. Pod njegovim mentorstvom je bilo usposobljenih veliko mladih, ki danes predstavljajo steber operative, na katere je Franc lahko upravičeno ponosen. Nesebičnost in želja pomagati ljudem v stiski sta Franca gnali, da je aktivno sodeloval na številnih intervencijah, tako v delovnem in svojem prostem času. Franc Škrilec se je še posebej izkazal ob večjih intervencijah v občini Puconci, pa tudi ob naravnih nesrečah širšega obsega. Zaradi izjemnih izkušenj in njegovih strokovnih kvalitet ga strokovnjaki na gasilskem področju še zmeraj potrebujejo za različna mnenja oziroma strokovne razlage. Tako je od leta 1983 naprej prejel vse 3 gasilske plemenice in odlikovanje 1. stopnje, kar mu je bila dodatna spodbuda za nadaljevanje uspešnega dela. Leta 2012 je prejel odlikovanje za posebne zasluge Gasilske zveze Slovenije. Za požrtvovalno delo na področju gasilstva mu župan občine Puconci podeljuje priznanje župana. V sklopu občinskega praznika pa so v Zenkovcih namenu predali tudi kanalizacijsko omrežje. Krajevna skupnost Zenkovci je ožji del občine Puconci in jo tvorijo 4 naselja: Puževci, Strukovci, Zenkovci in Beznovci. Kot sam naziv pove, je sedež krajevne skupnosti v Zenkovcih, ki je tudi največja vas izmed naštetih. Skozi zgodovino in tudi sedaj deluje 9-članski svet krajevne skupnosti Zenkovci složno in ustvarjalno v koordinaciji z občino in seveda z občankami in občani. Pri razvoju tako imenovane komunalne infrastrukture smo in še vedno sledimo planu razvoja občine Puconci. Danes smo zbrani, da proslavimo praznik občine z otvoritvijo kanalizacijskega omrežja v vasi Zenkovci. Podobna projekta v krajevni skupnosti sta že v uporabi v Puževcih in Strukovcih. Čaka nas pa še nadaljevanje v Beznovcih. Smatram, da je kanalizacija pomembna pridobitev za izboljšanje kvalitete življenja naših krajanov, predvsem gledano z ekološkega vidika čiščenja odpadnih voda. Zahvaljujem se vsem, ki delate in sodelujete na tem projektu, željo, da bi uspešno tudi nadaljevali še naprej. Kljub vsemu pa v Puconcih ne spijo na lovorikah in imajo tudi za prihodnost smele načrte.